Pozdravljeni, hvala za to veliko udeležbo. Jaz upam, da boste domov odšli z neko novo izkušnjo. Cilj najnega predavanja je točno tak, da zveste mogoče kakšne nove veščine, kakšne trike o tem, kako se približati najstnikom, takrat ko od nas odidejo, ker vsi vemo, da najstniki so otroci in mi smo odrasli starši in smo mi tiste pomembne osebe za njih, ki smo odgovorne za stik. Tako da jaz vem, da obstajajo znanja, vem, da se to da naučiti in midva se bova zelo potrudila danes, da bova tega čim več posredovala tukaj v tole dvorano in vzbudila vas zelo veliko ustvarjalnosti, da boste to znali doma na svoji družini, na vaših pravilih uporabljali. Ja, tako smo se zamislili, da bi nekako 1:15 midva govorila, potem pa damo še prostor za vprašanja. Govorila bova pa nekako v tem smislu. V bistvu ta naslov sva izbrala iz, bom rekel, globoke izkušnje tudi pri najnih otrokih in tudi, ko gledamo ostale, se v tem obdobju začetka pubertete začne nekaj dogajati. In začne se dogajati točno to, da se stik kar nekako prekine, kar nekako začne v družinsko življenje prihajati neko nerganje, neko kaznovanje, neke ideje, kako bo koga. In ljuba se opazuje v žalostne zgodbe, kam to vse pride, kako je to neučinkovito. In vera, da ko smo vzpostavili stik, so se te stvari bistveno spremenile. In to bi vam rada danes pokazala. Tako da v prvem delu ne bova nobene teorije govorila, ampak malo bova skicirala, da sploh se znamo v bistvu pripeljemo v zavedanje, kaj je pomembno pri nas kot starših, koliko smo mi pomembni za našim odzivom, kaj za našim odzivom počnemo. In potem bova šla po teh najbolj tipičnih področjih, ki se nam dnevno dogajajo z zgodbami. In upam, da z nekimi idejami, kako boste kaj od tega lahko sami pri sebi uporabljali. Zdaj, če bom rekel, tisto, kar boste od tukaj odnesli, boste sigurno lahko uporabljali. Zdaj, če boste še vzeli knjigo popazili, pa boste uporabljali za rečeno situacijo, ki vas čaka. To pa ne reči. Skratka, hočem povedati nekaj o tem, kaj je pravzaprav to odziv staršev, ki pri otroku naredi občutek, da je varno navezano. Jaz imam to izpodobo, da otroci ne so pri nas, ampak zdaj, če rečemo otroci, ne glede na to, koliko so stari. Tudi mi, ki imamo še starše žive, zmeri mislim, da je tisti občutek, ko prideš domov, da imaš občutek, da lahko prideš tako kot ladja v varno pristanišče. Ta občutek se mi zdi bistven za nas, kot starše, da imamo to v zavedanju, da ta občutek je pomembno, da ga ustvarjamo. In o tem, kako ta občutek v bistvu držati, bo tekla rdeča nit našega večera. Zdaj, če se spomnite, kako smo, ko so bili otroci nekaj, kako ni bilo, ni nobene dileme okoli tega. Kako, ne vem, zvečer, da neseš v postel, ko prebereš pravico, ali to moj poveš, naši so imeli najrašče, sem si ga sam izdeloval pravico. Takrat pol vse povajo, vse zvemo. Otroci nas gledajo kar bogove. Tako ljubov nas gledajo, mi vse znamo, mi vse vemo, mi vse rešimo, mi vse naredimo za njih. In
Skratka, ena sama varnost. Ja, iz njihove strani pa odziv tak, da so seveda poslušni, ubogajo, vse naredijo, kar jim rečemo, zelo malo se odpirajo, če se že odpirajo, da primeš pa da predstaviš šala mala. In to nekako, zdaj to mogoče tudi res malo nostalgičen pogled, ker to vsi rečejo, jaz predvidevam, da imate v glavi starše, da ste starši najstnikov, iz te, bom rekel, drame, je pogled nazaj zelo nostalgičen, so bili pravci res tako krasni. Vse, če greš na kakšen kupovalni center, pa bote, da niso. Oziroma, da starši, ki imajo tako mehne otroke, mislim, ne bi delili tega prepričanja z nami. V glavnem, to je nekaj, kar je, bom rekel, neka šlimovga varnega sodelovanja, varnega odnosa, ki se zgodi pač to, bom rekel, spontano, ker mislim, da ni nekih predmislov. Potem pa ti otroci odrastejo, se začnejo postavljati po robu, to je še zelo prijazno, kot je Darja rekla. Mi smo bili fosili, kako se se mogli tudi taki vedno družili. Ne vem, se je že tako. Vse veš, da si kretena, ne? Ja. In v tem smislu, potem nas to zmede in se začnemo odzivati, seveda na drugačen način. Mi smo, bom se vrnil nazaj, v tisto zgodbo, ko so bili nekaj. Kaj smo mi takrat delali? Mi smo jih opazili. Ne vem, spomnite se predšolskega obdobja, ker je kako se ustvarja. Od prve baske v kartonci do nekega razdelka na listu. Skratka, mi smo navdušeni, spodbujali smo jih, reflektirali smo jih, padli, a te boli, ni hotel z a te je strah. Upazali smo njihova čustva, potolažili smo jih, dali smo jih varnost. Potem pridejo v najstništvo, hočejo samostojnost, mi rečemo, ne smeš. Ne rečemo, hej, probaj, poglej, ampak tukaj je meja. Ali pa rečemo, hej, in se ne zanimamo. In otroci so zmedeni. Naši najstniki potem ne vejo, njihova naravna potreba je, da se razvijajo, da postanejo samostojni in da ovirajo. Mi jih pa držimo zase. Ali pa jim hočemo zelo olajšati njihove, kaj ne rečem, njihovo življenje in popravljamo njihove napake na mesto njih, oziroma jim vnaprej preprečimo, da bi napake sploh naredili. Predstavljajte si, da bi, kako bi to izgledalo, če bi jih spodbujali na tak način, kot takrat, recimo, če si predstavljate zdaj vašega otroka, kako ste ga spodbujali, da je shodil. Enako je najstnike treba spodbujati, da shodi, ker gre stran od nas in to seveda za starše ni prijetna izkušnja. Kaj je zdaj? Zdaj sem zahtev svoje filme. Ne bom. Ja, varna navezanost, odziv, ki ga dosežemo z našim vedenjem, z našimi prepričanji, z našimi, zdaj ne vem, ko so nekaj izgleda, da to spontano počnemo, ampak to so zavestna ravnanja. Naš delež na eni strani je točno to, kar je daja zdaj naštevati. In to ustvarja, to so pogoji, to so sestavine za to, da se zgodi nek stik, da ostajamo v stiku, da smo povezani, da se otroci počutijo, da imajo varno pristanišče pri nas. In mi smo ves čas otrokom najpomembnejše osebe. Ves čas. Tudi v času pubertete, ko nam povejo vse kaj drugega, ko nam kažejo, da so prijatelji najpomembnejši. Mi smo ves čas njim najpomembnejše bližnje osebe. Edine, kaj imajo. In tega se treba zavedati. Tudi, če se zgodijo ločitve,
tudi karkoli se zgodi, mi smo najpomembnejši ljudi tem otrokom in pravim nas. Tudi tako rečejo, da se bojo odselili prvi hit, ko bojo stari 18. Tudi takrat smo tako najpomembnejši obsede. Ja. Zdaj bom pa pokazal še dva primera odzivov, ki pa, bom rekel, ne sodita v ta krog varne navezanosti, ki se pa zelo, bom rekel, zelo hitro se zgodijo te odzivi. In najstniki nas zelo sprovocirajo, da se na tak način odzivamo, pa mogoče sam malo za razmislek. Prvi odziv je, da se ne odzivamo, da ignoriramo. Bom dal primer, tak, bom rekel, najbolj splošen. V času pubertete hormoni začnejo opravljati svojo funkcijo, možgani začnejo opravljati svojo funkcijo razvojno, potem zelo malo vemo, zelo malo vemo, da najstniki in možgani najstnikov potrebujejo izkušnje z novimi stvarmi, potrebujejo fleksibilnost, potrebujejo socialne stike. To je, bom rekel, neuroznanost dokazuje zadnjih par let. Ampak, doma imamo pač najstnika, zgodijo se prve spremembe, opazimo, da, ne vem, se modlake začnejo rast. Bom povedal, zdaj, v knjigi je precej naših domačih zgodb. Mislim, da je tudi precej zgodb ljudi, ki tukaj sedijo, ampak ta je naša domača. Skratka, Leja pride v kuhno in pravi, da se ti pogovor z našim fantom, veš, pokrejo strt. V njegovi sobi so take vonjave, da. Zdaj, moja reakcija je bila, kaj ne se pogovarjamo? Mislim, jaz ne vem, kaj sem rekel, ampak lahko povem občutek. A je kaj, kaj se da najbolj trpeti na zemlji, da ne tja reči, ki se dela, da rečem na to temo. In ko bom rekel, če ne bi bilo bi jaz verjetno obiral odziv ignorance, ki je bil odziv, kakršnega sem bil tudi jaz deležen v mojih vzgoji. Na temo prepoznavanja, bom rekel, znakov odraščanja, spolnih zrelosti, tema spolnosti in tako naprej. Jaz enostavno nisem bil deležen, nisem imel možnosti, da bi se učil, kako se o tem pogovarjati. Iz lastne kože vam povem, da občutek, ki je Leja rekla, da je ti to, gledajte, z vsemi vami komod, ti ne debatiramo, z vsemi otroki starimi to brez problema, z moje domane. Moj občutek ali pa moja čustva okoli tega so bila ena strašna tesnoba, ena strašna nekaj zelo neprijetnega, sram mogoče. Ja. In jaz bi, bom rekel, spontano bi odreagiral točno na tej smeri naprej, točno ta vzorc bi trebal naprej, izognil bi se, ne bi umil. Ne vem, verjetno bi moje hčerje imeli podobno zgodbo, kot jih imajo gospe, ki pridejo s težavami v intimnosti. Ne vem, ena zgodba, recimo oče me je v 13, ali pa 16, še zmeri imel, da sem petletna punčka. Skratka, ne prepoznavanje nekih najbolj osnovnih bioloških dejstev, ki so seveda v tem času zelo sestavljeni del tega, kako se gradi moja identiteta. In sporočilo ignorance je, ne obstajaš. Zdaj pa, ja, dajmo rešitve naprej. Ker to zgodbo, ki je pol Leja prevzela, ki je imela, bom rekel,
počela, kar sem hotela, kadarkoli sem hotela. In karkoli to pomeni, vse o spolnosti, vse, kar me je zanimalo, vse, kar sem kje prebrala, kar smo se s prijateljicami pogovarjali. Nikoli ni bilo odziva, da je nekaj neprimerno, nikoli mi niso rekli, da sem premehna, ne? Ker stališče mojih staršev je bilo, če znam vprašati, to pomeni, da sem dovolj stara, da me odgovorijo. In s tem stališčem se jaz zelo strinjam, zaradi tega, ker pač stvari, ki jih naši otroci sprašujejo, so jih nekje slišali. In najprej bodo verjeli starši. Tako da, jaz pač sem o teh stvarih govorila čisto enako, kako se govorjajo ljudsko. Recimo, in ali to je bilo to nepopisno. Tudi med nama na začetku, v najemnem odnosu je to zelo odzvanjalo, kako sem bila jaz pač sproščena s temi stvarmi, kako je pač bil skrit. Ja, in pa enkrat se bilo za mizo, očitno so bili pravi, vetrovi, in Laja začne to temo. In jaz sem se sam to zdravo imela, in se sam tako nekriva, bil sem tih, ki sem dajmo to ljubila. No, ampak jaz sem preživel, sin je preživel, imel sem občutek, da pač nisem se omaknil. In dobil sem seveda, imam malo 4 otroke, in tako jaz rečem, da se malo težje učila, da pač imam toliko in toliko popravljanja izpitov. Čez 2 leti. Sam te nobenega sreču s tem, da bi bil enak. Ja. Vsi, ki imate več otrok, ne si delate odvaža po prvi najstnik zraste, da malo že kaj znate. Mi pa nič ni, vedno znala pa se učila, vsak. Skratka, drugi tip odziva, ki je tudi nekako ne kreira nekega varnega stika, neke varne navezanosti, ta je še bolj klasičen. Ne smeš prepovedovanje. Prepovedovanje, tukaj zraven sodi tudi usiljevanje, da točno mi vemo in točno na tak način. V tvoji sobi imaš tak red, tako boš, pa tako moč imeti zrihtano. To usiljevanje, ki ne vreduje razvoja nekega individualnega načina. Ne govorim zdaj, da tema pripravljenosti čistoče ne sodi samo. Način, kako se jaz lotim, način, kako, poznate to, ko so strašno pametni, kako govorijo, kako razkladajo. Jaz vem, pač to je njihov način. In tukaj sem jaz tudi imel ta vzorca, da mi je šlo to strašno na živce. In zdaj, če mi usiljujemo svoj način, pa ne moš to razmišljati, pa ne moš to to je nekaj, kar prepoveduje. Spet nekaj, kar je zelo del mojega doživljanja, moje identitete. In vse veste, zgodbe. Ne bo šla na morje, šele 17 se stara, s fantom nikakor, se poznate še na sam 3 mesece, pol to prepoveduje zgodbo gospa, ki je rekla, da se bo šla na morje, ki sem lahko. In sem zanosila, da se sveta. Učinek prepovedovanja vsakega je uporništvo. In zdaj, veste, zgodbe uporništva naših časov so zelo drugačne, kot so zgodbe današnjega uporništva. Mi smo, mi smo še ena generacija, ki se je na odprtem bojišču bojevali. Smo šli tako, se je videl, kdo je sovražni, kaj so naše sile. Mi smo imeli džins, roko na rok, vedeli smo, kjer so vrednote na tej strani, ki jih treba pokazati, kaj bomo mi na novo razvili. Tako zelo nekako jasno je bilo to. In to je tudi nekako
danes je uporništvo zelo povezano s tem, da smo navezani, da se zelo pomembno. Ne vem, ena vsiljiva mama, ki ne da hčeri dihati, spravlja hči v stisko, ker je hči, če bi se obrla, mama ima že itak toliko problemov sama s sabo, v službi ima toliko težav, zdravnico ima težave. Jaz si ne morem jaz si zdaj to, bom rekel, na direkt povedati. In se opira po nekih čudnih oblikih, da tako rečem. Zdaj en izid so lahko tudi simptomi, so lahko mogli hranjeni, da nekaj naprej. So pa neke druge stiske, ki jih imajo pri otroci. Ampak je, ne vem, zelo veliko tega, te zgodbe, ki se pa razvijajo naprej, nekaj več v šolo. Fanti doma se odrežejo in ne moč premakniti kaj. Kar je danes še drugače je to, ali pa ne vem, moja izkušnja je, kako rekla iz sebe, jaz sem imela občutek, da so mene moji starši zelo dobro poznali. Da so točno vedeli, kako razmišljam, kakšen pogled na svet imam. In tudi čisto konkretno, kaj imam rada, če se ne maram, kjer lahko poskušam. Danes v tej dirki s časom se dogaja to, da mi naših otrok ne poznamo več. Ampak to pa ne pomeni, da oni nas ne poznajo. Oni pa nas zelo dobro poznajo, ker nas gledajo. Otroci nas gledajo, otroci nas ne poslušajo. In najstnik nas gleda že tam 11, 12, 13, 14 pa do 19 let. To se pravi, ima veliko prednosti pred nami. Zato, ker se zelo pogosto zgodi, da mi pridemo domov, seveda pozno v službe, kuhamo kosilo, vmes imamo 500 telefonov, otrok pride enkrat, dvakrat, trikrat, mi ga ne opazimo in potem ga ni več. Ker se pač nisem pomemben, itak se ne zanima zame. To je tudi ena vrsta ignorance. In ker nas otroci zelo dobro poznajo, tudi svoje v katerem področju se bodo oprli za to, da se bomo mi odstavili. To se pravi, oni se opravijo na tistem področju, kjer mi skočimo po konci in rečemo, joj, ne gre v šolo, kaj zdaj, In pol zopri, da je vstan, pa je to šolo in dobil vso našo pozornost, kar naenkrat, ker nas skrbi, zato ker je izobrazna vrednota. Pač za nas je to še vedno, oni to gledajo zdaj drugače. Ali pa nekaj jesti, in spet pridemo, posebej za njega, kuhamo, prosimo, na kolegih ključimo, ali pa se samo poškodujejo, ali pa uhajajo od doma. Skratka, točno tisto počnejo, kjer smo mi najbolj šibki, kjer nas najbolj zaboli, kjer nas najbolj premakne, kjer dobijo največ pozornosti. In zato je zelo dobro, da vaše najstnike poznate, da veste, kaj imajo radi, da veste, s kom se družijo, da veste, kako je njihovim prijateljem imeti. Ni to pomembno, veste, je doma ob 11 a ob 1. Ampak pomembno je, da vi veste, kje je pa s kom je in da veste, če boste tja prišli, da bo res tam. To so pomembne stvari za nas starše in za najstnike, kot seveda. Skratka, to pomeni, da oni spoštujejo nek dogovor. In to je tudi nekaj, kar dela stik, kjer oni vidijo, zanimajo se zame in tudi v okolništvu, ker opirajo se nekaj vsi. Ne grejo v take ekstreme, kot so pač ti, ki so jih zelo naredili, da smo neobiskovanje šole samo poškodbe, ne vem, malo nehranje. Tako da zdaj, še ena vrsta odziva obstaja, ga samo omenim, ne bom zahajal v njega, kaotičen odziv je tisti, ne bomo veš, pa če vsi, kaj se bo zgodilo. Ta odziv seveda ustvarja tudi veliko kaotičen obrazec na drugi strani oziroma nekaj kaotičnega. V družinah, kjer je alkohol, kjer so droge, kjer je kaotično stanje, to je lahko tudi stanje, ki jih čutujo, lahko so kakšne psihične bolezni tako. Skratka, nekaj, kar starši niso konsistentni, koliko je enkrat pač, ko ne vem, oče trezan je tako, imeli prvega ena in skida zvezde snega. Ko pa ni trezan,
bom rekel, to so težje zlobe in ne bi danes časa s tem izgubljala. Skratka, to so tipi naših možnih odzivov. Dobro, gremo čez te situacije. Bova malo povedala o tem, kako ustvarjati varnost v stiku, kako sploh držati stik v tistih trenutkih, kaj mogoče videti, da je nemogoče. In jaz bi tukaj mogoče en tak obod kratek naredila, jaz vam odsvetujem, da si kdaj rečete, to se pa nam ne bo zgodilo. To ni v redu. Zato, ker vedno posrečamo ljudi, ko imajo neko izkušnjo, ki je mogoče za nas grozno. Je zelo dobro, da si predstavljate, kaj bi vi naredili, če bi se vam to zgodilo. In to pomeni, da se boste vnaprej pripravili na stvari, ki se vam mogoče bodo zgodili, ali tudi ne. Sploh ni pomembno, ampak pomembno je, da vi o tem razmišljate, da ste pripravljeni na to, da pri sebi čutite, kakšno imate stališče, recimo do tatujev, piercingov, odhajanj, doma kajenja, alkoholizma, špricanja šole, spolnosti na vse zadnje. Zelo dobro je biti vnaprej pripravljen. In če mi gledamo malo krog, kaj se dogaja v drugih družinah, se lahko zelo dobro opremimo. In zato je tukaj moj nasvet, da se med sabo pa malo si govorite, kako je včasih težko. Ker tega več ne delimo, zdaj je posod je tako fajn. Ampak tiste zgodbe, ko je težko, imajo pa noter v bistvu rešitve. In tudi neko podporo od prijateljev, kaj vidimo ob tem. In ja, zdaj v vzorcih sem že povedala stikar, da jaz šla povedala. In bi šla na eno stvar, ki je zelo pomembna, in to je reflektivnost. Kaj je to? To je naš odziv, da otroka opazimo, kakšen je, kako se počuti, recimo, ena taka situacija, otrok pride iz šole in če smo mi doma, rečemo, kako je bilo v šoli. A ste dobili matematiko nazaj, kako si pisal? Kako je bilo v šoli? Ali pa, dej, pospravi to, pa hitro se kaj počuti. To, ne vem, ali pa sta bila sama dobra. Predstavljate si, da vi prijete službe, pa da je tako navadilo. Kako je bilo v službi? Ali si naredil vse, kar si mogel? Kako da ti pa ostanemo za jutro? Zakaj si si pa dan bil prvi svoj? A ne možeš vas pokurat narediti vsega? Tako, ga pozdravim prijatelja, da pride domov in pa rečem, daj pej delati naprej z skuram. Da še enkrat narediti prišel. Ali pa mogoče se, če bi da jaz tvoj šef, bi da itak iz službe vrla. Vse je noben dan, da počači svoj karier. To je čisto ista zgodba. Ali pa pride otrok domov in mu rečete, vesela sem, da si prišel. In ga pogledate in rečete, se misliš utrujen. A kaj naredim zate? A ti skuham čaj? In otrok bo rekel ja. Ali pa bo rekel, nisem utrujen, ampak to, ki bo dolg čas danes v šoli, čisto to bo časa. In se bo tam naseti. 5 minut časa mu dajte, samo ko bo povedal vse. To je refleksija, to je reflektivnost, da mi pogledamo in reflektiramo tisto, kar v resnici vidimo, kar je prišlo noter. In da damo otroku ali pa tudi partnerju neko dobrodošlico, ko pride domov. Vsi poznamo ta občutek, da ko odpremo vrata, vržemo dol čevlje, čisto isto, kar naše grozne. Sam, da nismo zdaj pač veliki, pa se še sklonimo, pa je vrno veliki. Ampak da vidimo vse isto in rečemo, doma sem. In potem nekdo pride in navali nami. To ni varen dom, to ni varen odnos, to ni varen stik. In iz neke varnosti, iz neke empatije do tega, da smo pač nekam prišli, to je prvi korak v bistvu, da se bo otrok začel odzivati na ta način, da nas bo pogledal pa bo rekel, a veš, kaj se mi je danes zgodilo. In bo začel govoriti naprej. Jaz bi mogoče tukaj še to poudaril, da midva še dalje bolj verjameva, da so čustva temelj vsega našega vedenja. Da vse, kar se dogaja iz čustva.
bom rekel, to odkrivamo, kako so veliko zmeri vedenja povezana z nekimi čustvi. In teh čustev mi ne vidimo. Mi teh čustev o njih niti ne govorimo. Tukaj spet mislim, da bolj vlada ta odzivnost tipa ignor. Tudi v zelo težkih, recimo, izkušnjah. Jaz vem, recimo, v naši družini so se točno v tem času, ko sem jaz odraščal, dogajali težke izgube. In ne vem, tega nismo dobili. Vem, kako je bilo, recimo, kako je težko, kako je v bistvu zgubljeno, ko nimaš čustvo nikamor nimaš vrata. In seveda se navadili, sam vse prebivaš. In seveda izdelaš neko strategijo preživetja, kako pač se ne dobi čustva. Kako je težko, ko pač takole čustveno biti in živeti s tem. Oziroma, po konci te zveze so tudi ljudje čustva, hvala za to, bolj povej. In jaz vem, kako ta vzorec ignor Oni so to obe, samo oni tudi tvoje čustva kažejo tiste, ki ti ne. Dobro. Bova v tem pol. Hočem to povedati, kako je pomembno, da se odzivamo na čustva. A veste, čustva so jeza. Midva ne maramo tega, da imamo pozitivno pa negativno čustvo. Mislim, vsa čustva so čustva. In vsa čustva so okej, in so, ne moram reči, da enih ni. Ali pa da ena niso v redu, če jih imam pa jaz vse. Pa v redu vsi jih imate tudi. Vsi zelo v hipu lahko se jezni, sam da jaz nekaj naredim tako, da ne bo v redu, da ne bo varno. To sprav, vsi imamo ta čustva in ta čustva so okej. Je pa pomembno, kako z njimi ravnamo in kako jih izbiramo. Zdaj seveda, najstniki, bom rekel, oni v čustvenem razvoju doživljajo strahotne pretrese in ne vejo, kaj se zdaj z njimi dogaja. Oni ne vejo, kako se bojo počutili čez 5 minut. In vse to veste, so dol, čez 5 minut je sonce, pol je vrmenje, pol se grejo obešati, pa se poslavajo z tega sveta, pol so najbolj srečni na tem svetu, najbolj zaljubljeni. To je vse v enem košu. In če mi, bom rekel, ne damo dovoljenja tem čustvom in dati dovoljenje pomeni, da veste, to je tako, ker če prideš nekam na obisk, pa pač imajo tam čuden. In ne greš tam predstavljati, pa zavesljenje, pa minuli, pa naročiti. Ne, pač rečeš, ja, pač tako malo. A veste, v svetu naših, jaz mislim, temelj empatije je točno to, ali pa če hočete tolerancije do drugačnosti, je točno ta naravnanost, pač takle malo. In da ne grem jaz zdaj tebe predstavljati, tako pa tako bi mogel biti. A veste, odziv na čustva ne smeš biti zdaj jezen, pa kaj se boš sekiral, pa vse to se vsak ne zgodi, to imamo pripravljeno, tudi že, ki so šli, a se spomnite, kako smo jih zopali vozili, vse ne bo naš kutra, tega pa A veste, to so dvojna sporočila. Tukaj nismo tista, če se na tak način odzivamo, nismo varno pristanišče. In ja, pač zjutraj jaz smo čemirni, jaz sem pač se to naučil, da... Prve sem samo jaz dobro, da si predstavljate, kako to zbira, vsem gre tok na živce, da ne vidite. Ja, mogoče še nekaj, okoli odzivanja, glede čustev. To je zelo tanek red. Če jaz se zjutraj našamo
ne vem, najmlajšemu rečem, vidim, da si zelo slabe volje. Ni dobro, da je. Je bož, da sem tih, ampak to ne pomeni, da ga ignoriram. Se pravi, jaz se zavedam, da je on slabe volje, to sprejmem, ne štejem decibelov, s katerimi zapira vrata, ne jemljem tistega membranja, pač kako mi že reče, da to gre name, ampak dajem pravico, da pač v tistem svetu se zdaj nekaj dogaja, jaz ne razumem, ne vem, ampak ja, upoštevam. V vsaki situaciji, ko so čustva takole, ki jih čutimo, to zelo močno čutimo, sploh najstniška čustva zelo močno čutimo, svoje malo manj, pa bi bilo mogoče fino, če gremo takrat vase, pa se zavedamo tudi naših čustev. Kaj se z nami dogaja, ko je moč najstnik jezen. Ker pa ste, on ni jezen na nas, on je samo jezen. Mi pa to dojemamo kot, da on jezen na nas in pa začnemo mi pa, kaj sem ti naredila, pa a niti toliko se ne moč potruditi, da boš dobil dobre vole, pa vsak jutri zajtrk pripravim, pa ampak on je jezen na nas, on je pač jezen. Tako pa tudi, kadar je vesel, ni zaradi nas vesel. Ampak je pač vesel. In zdaj imamo tukaj ta čustva, njegova čustva. In takrat, ko so ta čustva tukaj, jih pustimo na mir in z njimi ravnamo zelo obzirno. Prvo lahko veš, lahko najstniku rečemo ne, a je dovolj, ko najstniku reče ne, oziroma kako bomo predstavljali ne. Ja, ok. Prehajamo na bolj zabavno novo. Ja, to, kar je da rekla, da pač se pripravite se na vse nove situacije, ki nas bodo čakali. Eno od ljudi, ki vas doma sedimo, posilo, ne zakaj smo mi govorili, in sin reče, prvi letnik umetniške gimnazije, prav, jaz sem dati knjipic, in pa se to v bistvu ti pove, kako ti si nasel tega sedela, jaz sem se tako ker je on to mene rekel, sploh ni tega rekel. On je pomag, jaz sem dal tukaj virus. In to je ena od redkih stvari, ki sem jo jaz imela v sebi, da se nam ne bo zgodila. Pa so mi čisto v redu ljudje z virusi, ampak pa nas pač ne bojo nač kaj. To je tako bilo. In mene je kaj zadela, tako, kaj boš pil? Ja, tle je zaprav virus, ne, in jaz pa ne moš imeti lukne v glavi, lukne v glavi. In to je zelo veliko pregovarjanja, skratka, jaz nisem vedela, sploh kaj ne naredim, gledala sem malo prta, da se zmiri. Help, tako da mi je pisal, help. On je gledal v krožnik in je jedli lukne. In je bil osredotočen na ta obred. In skratka, tega mojega helpa ni bil, da je tudi tole gor in tle in posod. In pa sem jaz začela s komunijem, skratka, da bo mi lukno, da mu bo ljuka vtekla, da otroku ne bo balona napihati. Vse take. In pa je seveda ta najstnik znal, da se stalo sploh o tem več ne pogovarjal in da pač si bo naredil virus in basta. Bil je star 16 let. In jaz pač sem bila čisto upana in gledam Alberta in potem Albert odvine svoj pogled in da pogleda in da reče ja, lahko imaš pil. In jaz sem bila v roki samo žlico. In zdaj se mi je, da je blizu 100 let, ker je on nadaljeval vstav in mi rekel, ko mi boš prinesel pokazati potrdilo, da imaš službo za nedoločen čas. Tako se najstniku reče ne. Zato zgodba z moje strani. Da vam razložim ozadje te veljavne dokumentacije. Tako bom rekel, iz teorije, sem vedel, da pač rečeš ne, tako da rečeš ja z nekim pogojem. To smo brali, to poznamo, ampak zdaj mislim, ja, kakšen pogoj. In jaz sem gledal zgodbe, sem rekel, dobro,
Pa sem poznal zgodbo nekih znalcev, ki sta pljuce teh let, pač nekole pred očem, da sta rekli, oče, mi ne bo pa imeli tole pirsa, popko, in očetu se totalno odpeti, je rekel, če pa to napita vam, da skiše tisti, pa je skiše vržen. No, ne smem dan tukaj priti tak, zumim efekt na Rimanu. Ampak oče ni vedel, da zdaj ne. Oče ni vedel, da pač niso to pravili. Pač vse se je zgodilo ponovno, verbalni ognjemeti in tako naprej, ampak pač sta spali doma. In naslednji dan sta seveda prišla sta pravila. To zgodbo sem vedel, da ne bom vinil v boj, ne bom vinil v to, da mi bo prišel čim prej pokazati, da bo on zmagal, kar je, recimo, situacija, ko se gremo vojne z najstniki. Jaz sem pač razmišljal, kaj ne rečem ja, tako. In pač to je bilo edino, ko mi je prišlo na pamet. Res, kaj to ne se ne mogo spomniti, se strinjam, že v tistih časih. Ampak učnik je bil pa ta, da je pač ostal, da je rekel, koliko ste vedno, itak v tej familiji mislim, ampak, ja. Zdaj še zmerno pa skupaj za nedolgo čas polatil za učenje. In Bog ve, če se bo to kdaj zgodil. Ja. Skratka, ne rečemo na tak način, da se poskušamo izogniti besedi ne. Zaradi tega, ker sploh v teh vsakdanjih situacijah, ker je to napoved za boj, to je napoved za upor. In navadno se pa take zgodbe, kjer se začne boj ali pa upor, končajo tako nenaravno, vedno. Vedno najstnik zmaga. To si zapomnite, oni so močnejši. Oni nas izčrpajo do konca. In zato je pač fino, da smo mi vedno en korak pred njimi. Ja, zdaj pa klasika. En teden nimaš računalnika, mobiteli pogledamo, ne boš povrno, tu ne bi več. In pa tako smo prazno sobo, leži pored na področju, in ne dela nič, če po Wikipediji več ne se, pa nima računalnika. To bom rekel je klasika, skratka kaznovanje. Spet eden od naših odzivov, ki zelo vodi v to, da je skupnosti. Zelo vodi v to, da smo mi tisti vedniki, ki si z nami nočejo več imeti opravka do konca življenja kot ever. Ta vedenja, ali pa te naše izbire, ki so nam tako zelo blizu, tako spontano nam pride, ker nisi to, boš pa zdaj bil zakazan tak, da se včno mučil. In tudi tako se mi zdi, na splošno v človeškem življenju je veliko teh, ne vem, mislim, da je realno te dni ena gospakica rekla, sem se odsedila, da bi videl, rekla. Pa je bilo strašno tudi. Ni učinkovito, je žalostno. In mi pa v bistvu zagovarjamo nek drug način, ki uči naše otroke odgovornosti, ki ohranja našo avtoriteto, ki ohranja meje, ki ohranja pravila. To se nam zdi pač nujno. Ne govoriva, da ali pa ne razumeti, da zagovarjamo neko permisivno ali pa neko tako medlovizno. Ne, absolutno to je, se pravi, avtoriteta, meje, pravila, to so osnovna struktura, da to sploh, ali ste ta težava tam raste. To je pričala ta težava. Tako da, ne vem, imamo očno domačo zgodbo na temo o izbiranju posledic, ne se skratka, Imamo eno, če ne knjigi, že je čisto, ki je novo leto. Skratka, novo leto, letne počitnice in najmlajši pride in reče,
30 nima veze. Skratka, dvakrat greš lahko bordat, ampak to pomeni, da greš bordat 30-ga, prideš domov, narediš vse obveznosti za šolo, ker je blazno enega zaostanka, in potem greš bordat še 31-ga. Z veseljem. Lahko pa greš 30-ga, ne narediš in pač 31-ga ne greš tako delu. Super, ok, ne. To je bila tako zanimiva zgodba, ker to sem se mi bila sama zgodila. To je tako, ne. Vsi, ki tle v dvorani sedite, si mislite, pa da je spravno, ne, da je šel dvakrat bordat. Jaz sem si tudi mislila, da je to, ker je navajen tega. Ampak mi pa pridela 30 domov zvečer in on reče, kdaj pa jutri greva, kdaj ne boš popelala, lahko k sedmih in jaz rečem, daj prinesem, ne pokazati, kar si imel za narediti. In on me gleda in reče, pa daj, mami, počitnice so, a razumeš, počitnice, vsi ljudje na tem božjem svetu imajo počitnice, a ti mene tle drgaš. In sem rekla, ne boš te nadrkam, tako smo bila zmirana, pač, a boš izpravil to, ali boš izpravil ono. Ne, pač le mene srce se mi trga, jaz bi ti ful prvošla, da greš v to. Pač naštimala sem se tako, da nimam nič zutri, da bi te lahko parala, ampak te ne bom, ker si izbral, da boš pač v ta delo. In je pač izbral, da je delo in je ostal doma. In zdaj veliko staršev je tako, da reče, o Bogi, pa kako moraš na sebi dobro, pa tako. Glede, tudi če bi ob 10 zvečer prinesel, da je naredil, jaz ga ne bi pelala, ker ni naredil do takrat, ko sva se vidva zanimila. In pomembno je samo to, da je ta izbira zelo jasno postavljena, da on točno ve, kaj mora narediti, zato da se potem ne pregovarja. Ja, tukaj je še zdaj zelo veliko enih tem se tudi nanaša. Tema avtoritete, a veste, je razlika, ali ni ta pravila postavljena kot avtoriteta, ali pa postavljena kot, da nas otroci doživljajo, da jih pač, ne vem, kako se to reče, ne znam reči. Da jih kršijo? Ne, da jih ni zajedalo. To smo se ne govorili. Skratka, pasne, tukaj je tanek let. Bom rekel, to ni tako preprosto, če smo mi navajeni razmišljati o teh okvirih kaznovanja. Če jaz postavim kot avtoriteta taka pravila, eno škatlo, to s to posledico zbereš, ali pa to škatlo, ker pa to pa ta posledica zbereš ti. Nisem jaz tiste raven, ki ti jaz te posledice zdaj postavljam. Ampak jaz kot avtoriteta pa postavljam, kaj bo v teh škatlah, kako bo v teh škatlah. Zdaj pa jaz se tam še eno stavljala. Posledica, ki jo nosi otrok, je kazen za starše. In preden mu vi daste posledico, se vprašajte, a boste vi to zdržali. A boste vi to speljali. Ker meni je to res težko, ker 31 ga je sonce svetu in ker je tam malo drugo stov je bil, mislim, tak, da bi ga celo slon žvečil. Čist je bil Bogi, ne? In meni, jaz bi tako rekla, pa dej, gor, pa greva, ne? Z veseljem bi to naredila. Ampak ne. Skratka, to je bila kazen zame, meni je bilo res težko ga delati. In vedno se vprašajte, ko delate te škatle izbire, a boste vi to zmogli, a boste vi to spravili do konca, a boste zdržali. Ker to ni taka zgodbica, lej, vrte bom vrtu, če boš to naredil. Lejte, ne morate tega delati, to je igra. To se je greste igro z njimi, grozite jim o izgubi stika v resnici, če delate take stvari. In to je potem nikoli končana zgodba. Dobro. Sam še to povem v zvezi z časom. Mene ni več časa, tako da ne poznamo, ne uro. Ampak tudi taka klasična zgodba. A grem lahko, do polkih sem lahko, ne vem, do 10, pa pač pride. Kada pač pride. In, zdaj, kakšen je odziv tukaj?
Ne, to je napoved posledice. Na tak način, s temi zgodbami je Visko knjiga opremljena za vse razvojne potrebe teh danes visokih dogodov. To so tiste